se mogoče, evo, je bilo pa to tista, mislim, če tako pogledaš nazaj, ali bi bile danes vse te revije, ali ne bi bile, če ne bi takrat prevzela žezlo in Vprašanje. revije. Definitivno je to krasno presečišče mojih študijev in zanimanj prej, dramaturgije in arhitekture. In Matevž je tudi pisal, plus Matevž ima vse te lastnosti, ki jih jaz nimam, ali pa take, ki moje dobre lastnosti poudarijo. No. Matevž je razgledan, načitan, izjemno potrpežljiv, duhovit, zna kaj vzeti na easy, pa tako lahkotno, kadar se jaz zapičem preveč, mogoče na trdo, pa ne vidim. Tako da, ne vem, težko reči, ko gledaš nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo. Definitivno je bila ta priložnost, da sem lahko urejala hiše, zelo pomembna in sem ful hvaležna. No, vse te lastnosti, ki si zdaj naštela, se mi zdi, da sploh vse te vajne medije prevevajo, tako kot sem prej rekel. Tudi ko se vidva spustita v neke teme, ki so, recimo milo rečeno, delikatne ali pa sporne, pa neko dogajanje, je vedno je to en tak artikuliran, miren, konstruktiven pristop. Nikoli ni nek krek ali pa neki, da bo zdaj to, se pravi, to bolj iz njega izhaja. Ja, ne vem. Ti povej, Matevž. Kdo pa doma udar po obiske, da otroci ne gajajo? Ne vem, kdo udar po obiske. Noben ne udar. Skus nagajajo. Skus nagajajo. Po mojem, ti redko popeneš, no? Mogoče celo prej jaz, no? Ti imaš nek tak res bolj potrpežljiva. Drug način, no? Kako dosežeš svoje. Jaz včasih kar mogoče imam prej dost, no? Ja, ampak tako se mi zdi, da to glede te umirjenosti, no? Pa tako, da to ne pomeni pač, da to zdaj ni tukaj v ozadju namen tudi mogoče kakšno debato ustaviti, ki je škodljiva v prostoru, ne? Ampak meni se je tako, da v medijih je ogromno neke negativnosti pa tega, da če imaš slabo novico, velja, da je to dobro brano, no? Pa da če nekaj takega agresivnega pritegne več pozornosti, ne? Kar v bistvu pa dokazujemo, da to mogoče ni čisto res. Da je pa veliko ljudi, ki pa išče v bistvu nekaj, kar je konstruktivno. Ne? Zato, ker s temi destrukcijami pa s tem je težko shajati, ker potem že normalno postane, da vsak dan pričakujemo apokalipso in jo že skoraj da se veselimo, ker je tako grozen v tem svetu, da bo samo še konc pomagal. Ne? In v glavnem videti v tem, kar pa je dobrega, pa da se da napredovati, pa jaz mislim, da tukaj je neka ne vem, konstruktivna drža, ki ne vem, je najbrž nama obema lastna, ne, ker drugače se ne bi takih stvari lotevala, ne, in ni namen zdaj, mislim, tudi to najbrž ena razlika, da ta medij ni nastal tako z enim ozadjem, ne, da bi bil nek interes, ampak enostavno res tako, ker ni na prvi številki napisala iz ene, kako si že rekla, čistega veselja in radovednosti, ne, pa dosti naivna sva bila, oziroma nisva se prepustila temu. Neumna, nora, no, kot si ti prej rekel, ne, nisva vedela, da se ne da. Verjeti temu, da se ne da, ne. Ja, tega nisem hotela verjeti, pa sem rekla, ok, pač narediva, ne. In pol, ko je, mislim, se ponovate take stvari, ki jih še ni, ne, še ne vemo, kakšne so, ne, in jih ne moramo posoditi po tem, kar je že, zato ker to, kar je že, je kakršno je, ne. In videti v bistvu neke nevidne stvari je neka veščina, ki obstaja, se jo da priučiti, ne, in hkrati je pa tukaj veliko potrebno prisotnega enega zaupanja v lastno vizijo, ne, ki je lahko zelo hitro se poruša, ne, že lastni dvomi jo lahko porušijo, ne, kaj šele mnenja drugih in to, če se ravnaš potem, kaj bi moralo biti, ne. Tako da tukaj je pol, se mi zdi, izhaja iz vsega tega in to, kar si opisal, ne, da je komunikacija
neagresivna, ampak konstruktivna hkrati. Ne. Čeprav tukaj bi jaz dodala, ne, ja, to drži, da pač mediji, že odkar mediji obstajajo, jih žene pač škandal, kri, seks, denar. Ampak vse to najdeš tudi znotraj arhitekture. In arhitektura je fantastično izhodišče za medijsko delo. Tudi če čistko tabloidno se lotiš, imaš tukaj vse zdrahe možne, imaš strasti, ljubosumja. Enkrat smo imeli, enkrat je Eva Mahkovic je napisala eno za splet serijo, Vitruvius jo je poimenovala, ki je bila neka taka spletna TV novela o arhitektih, no, kjer je vzpostavila neko tako kot v španskih ali pa turških telenovelah, biro, kjer pač se dogajajo ljubosumne scene in umori in tako naprej. Ja, boj za prevlado idej, čigava ideja bo prišla, ali pa moči, kdo bo bolj uveljavil, tudi če nima ideje, svojo moč odločanja, ali pa ljubezenskih odnosov med njimi in družinskega dedovanja, tako pač zmišljena zgodba, ampak je denar, prisotna na vseh ravneh. Moč, denar, to je pač vse, ne moramo zanikati, da to ni velik del arhitekture. In to je, zato je pa glih neka taka poetična distanca, da lahko pišeš skozi arhitekturo, dejansko lahko pišeš o svetu, v katerem živimo. Mogoče še bolj precizno, kot če pišeš kar direktno. Ja, to, kar ste zdaj povedala, je res. Zato tudi, če pogledaš arhitekti, iz našega faksa, kaj vse počnejo, kakšna podstat je to za neskončno nekih poklicev, kam vse to sega. In ravno zato, ker je to taka širina in predstavljam si pa tudi, sicer nisem nikoli na to pomislil, iz te smeri, da bi, tako kot sta vidva, ker pač delate revijo, koliko tem se lahko skozi to dotakneš, ampak ja, arhitektura kar pomembno sooblikuje svet in družbo v končni fazi. Tukaj pa še en drug mogoče moment. Renesančni arhitekt je bil zelo širok po svoji izobrazbi. In od renesanse naprej, oziroma dosti kasneje od modernizma naprej, se pač ločujejo potem stroke. Če je prej slikarstvo pa kiparstvo neločljiv del arhitekture, postane potem vsaka od teh strok ločena. In ta preplet se je izgubil. In tudi izgubil se je ta širina, ki ga je vsak od poklicev, ki jo je imel vsak od poklicev prej za normalno. In postajamo vedno bolj specializirani. In zato smo tudi pač imeli, obstajajo revije za arhitekte, ki jih berejo samo arhitekti, če jih sploh berejo, ki so zelo zaprti krogi okoli njih. Na vseh področjih so takšne revije. In teh revij je kar veliko. Želeli so pa prav to debato, ki smo imeli včasih med kolegi arhitekti, pa so bile vedno zanimive debate, ker se tičejo pa prostora, ki je od vseh, oziroma vpliva na vse, da bi jih odprli širši publiki. In tukaj je tudi ta želja potem, oziroma ta vizija od začetka bila, da je to arhitekturna revija, ki pa ni samo namenjena arhitektom, ampak široki publiki. Da se vsak zaveda, da je prostor spremenljivka, to je prvo, ker vsak misli, da prostor okoli nas je pač vsak dan isti, ampak ni, se spreminja. In če veš, da se spreminja, veš, da tudi lahko doprineseš k temu. Sicer doprinaša nekdo drug, ki ima lastne interese, lahko so te interesi slabi, ali pa egoistični, ali pa tako naprej. In to nam bila želja, da se to zavedanje v prostoru kot nečem, na kar imamo vsi vpliv in česar se moramo vsi zavedati, ne bila tista eno vodilo te odprtosti in širine. Se pravi, kako privabiti bralce, ki niso arhitekti, k branju arhitekturne revije, da pol nekdo napiše, nisem vedel, da me zanima arhitektura, dokler nisem začel brati vaše revije. To je tisti kompliment, ki se zgodi, pa ki veš, ok, smo na pravi poti. Se pravi, privabiti potem druge vsebine, ki tudi privabijo druge bralce, ki mogoče čist po neki naravi zanimanja ne bi avtomatsko posegli po tej reviji. Ne bi posegli prav arhitekturne, ampak nekaj drugo. No, tako kot sem rekel, res v bistvu idealno. Idealno sta to zapeljala zdaj gledano nazaj.
Tako da, dobro, da nista poslušala preveč, da sta sam sebe. Ja. Vse sva poslušala, ne? No, vem, ja. Poslušala smo vse, nisva pa čisto vsega upoštevala v smislu, naredila to, kar je na svet impliciral, ampak upoštevala mogoče kontra. Vse z vsem je tako. Če človek ne izhaja iz sebe, pol je težko, pol neki... Ja, to tudi napako, če svojo napako narediš, veš, ok, to je moja napaka, imaš rad, lahko z njo naučiš nekaj, ne? Če pa narediš napako nekoga drugega, pa ni prijetno, ne? Isto je z uspehom, ne? Ja, točno tako, ja. In tudi narediti nekaj novega, ne? Dobro, prej smo v norih, ampak dejansko tega koncepta, vsaj v Sloveniji, jaz ne vem, širše, ampak tega ni bilo. In to bi videla lahko delala 100,000 nekih raziskav, tako kot so Steve Jobsu rekli, da iPad ne bo šel, pa iPhone ne bo šel, ker se brez veze, ti rabiš telefon za telefonirati, iPad. Če bi prej raziskavo delali, ali vam paše iPad. Če noben ne ve, kaj to je, mu ne paše. Preprosto moraš nekaj iti in tako, ne. Je pa res, da pol spremljaš, a se to kaj spreminja zdaj? A se kaj spreminja? Kaj koncept? Ja. Až, ko si omenil iPad, začelo se tako, da velikost mora biti toliko kot iPad. Ker je šel lepo v torbico. In si rekla, toliko majhen bo. Logika oblikovalcev je pa vedno čim večje, naredimo čim večje, da bo na policah ven celo. A10 je bila taka, tam sem bila urednica tudi. Bilo pa nama neprijetno preveliko delati, ker je pol enostavno, ne vem, kup enih stvari poveže to. To so pol ugotovila, to tako banalno. Imaš ti, ne vem, eno stran stehtaš, koliko bo to, ko jih bo toliko skupaj, kaj pomeni to za vsebino, koliko lahko to spraviš vsebine noter, kaj to pomeni za poštnino. Tako, zelo take pragmatične, banalne stvari, ki vplivajo na to, kakšen format na koncu izbereš. In pač tukaj je bila tudi ta želja, da se da to v torbico spraviti, da ga imaš lahko vedno s sabo. In to je bil format iPada, zelo podoben, male višji. Malo tudi zato, ker knjige, mogoče časopisi v tisku se res poslavljajo, knjige so pa še vedno v modi. In Outsider je bolj knjiga, tudi narejen je tako. To so v bistvu zgodbe, to se bere kot knjiga, ne kot časopisa. Tukaj ne zveš novic, tudi malo, ampak tukaj bolj zveš neke take pripovedi, vpoglede, uvide in je bolj podoben knjigi. In zato je tudi format manjši. Ni pa tega, mislim, vsi so rekli, naj bo revija čim večja. Pa bleščeč papir. Bleščeč papir, vse je čist kontra. Ampak tudi, meni se zdi, da vedno pri ustvarjalnem delu, tako kot pri arhitekturi, je dobro, da imaš omejitve. Midva sva imela ogromno omejitev. Prvo to, da sva imela budžet tako skoraj nič, mislim, v njih res. Par jurjev, pa nič tako zadnji. Pač en zelo majhen kupček denarja, pa ogromno idejo, pa sva rekla, pa daj probiva tako, pa nisva pa želela kompromisov, nisva hotela narediti slabo ali pa grdo ali pa nepremišljeno, ampak sva pač najdla med milijonom možnih variant, tako, ki je ustrezala vsem tistim izhodiščnim parametrom, kot smo jih imela, tako kot pri arhitekturi. Pač imaš včasih grozno situacijo, pa na koncu vse en rata lepa hiša, ki si najdu način. Istizga. Je pa res, da včasih moraš majčken del za mizo posedeti, pa to, ker zelo lahko gre. Ko prideš na težavo, zelo lahko gre v nek kompromis, ki gre na škodo. In takrat tisti, ki se naučiš tako počasi z leti, tiste koščke prepoznavati, pa prek njih hoditi, da veš, da te to pa ne sme odnesti, takrat po moje si pa res zmagal. To je že takrat, ki je bil Glen tle v Cankarjevem domu, pa je, ne vem, če ste ga poslušali. Nisem ga. Ki je rekel, da sej naročniku je lahko že všeč, ampak če ti veš, da še ni pač back to the drawing board, pa nazaj, dokler
dokler ni. Ne? In tudi nam je pol dol, ko smo bili v Avstraliji, enkrat se spomnim, rekel, da kompromis to ni, da bo zdaj malo ta dobo, pa malo dobo in bo se skupaj na pol. Ampak najboljše vzeti to priliko, je težko, rabiš več časa in vse, ampak iz tistega kompromisa narediti nekaj, kar bo več, kot bi bilo tisto eno in drugo. Vem, vsaj meni se to velikokrat pokazalo, se veste, ne? Projektiraš, delaš milijonski, preden priješ do nekih potrjenih. Pol pa nekdo le reče, ampak tole bi pa jaz nekaj drugače. Si misliš pa, da človek se je že toliko truda, pa vse smo trikrat predebatirali. Ampak če se potrudiš ga razumeti, zakaj bi on to drugače, se meni še vedno izkazalo, da pol tisti, ki smo naredili drugače, se mi zdi, Madonna, če on ne bi tega rekel, kakšna škoda bi bila, da nismo to tako naredili. Ja, to se mi zdi ključno, da takih opomb, opask ne razumeš kot sesutje dela pa projekta, ampak da jih kot izziv vzameš. No, se tako tudi najbrž podobno funkcionirava pri najnih problemih, da ko nekdo mogoče bi kaj drugače, to ne pomeni, da smo mi zdaj narobe, ampak kako, zakaj drugače. In to se mi zdi, da razumeti tako, ja. In še prej, ko si vprašal ta research pred tem, mi se kar veliko raziskvala, ampak ne to, kakšne revije pa kakšne mogla biti, ampak predvsem v bralnih navadah, ker v tem času so se bralne navade zelo spreminjale, internet je takrat že bil, internet je takrat se ti spletni portali, ki objavljajo projekte, takoj ko so zgrajeni, že vse objavljeno, to tisk ne more s tem tekmovati, in po drugi strani so pa že bile tudi raziskave narejene, da pozornost branja iz zaslona je bistveno manjša kot iz papirja. In ko bereš iz zaslona, si izgubljen tam v tisočenih informacij, odplavaš ne vem kam. Ko bereš iz papirja, je urednica tista, ki te vodi od začetka do konca, ki ti sestavi vsebino z vsemi temi nevidno spletenimi nitmi, ki povezujejo, kjer najdeš eno misel in jo nadaljuje nekdo drug nekje. Ampak če ne je bila urednica, Nina, ki to zna te stvari videti in jih na ta način spraviti v neko dramaturško celoto, da deluje, potem teh podtonov, ki jih ustvari na ta način, ne bi bilo v reviji. In tega pa internet nima. To imaš lahko v tisku, v materialnosti, kjer imaš začetek, kjer imaš konc in kjer imaš vse vmes. Internet je pa brezkončen, pa hkrati zaradi tega neobvladljiv, zelo plitek. Je blazno globok, ampak ravno zaradi te globine je zelo plitek. Vedno se malo pomočeš prst noter, ne greš pa, ne veš pa kam boš prš. Drugače pa v medijskem prostoru je zelo, ponavadi imaš ustanovitelja medija, ki ima velikokrat še neke svoje interese, in potem imaš urednika, in potem imaš pisce, in potem imaš oddelek za marketing, in potem imaš dizajnerja. In včasih pri nama pač zelo dobro poznava vse te pozicije. In se mi zdi, da nama vse te pozicije pomagajo, da je končna celota boljša. Ne gledava tega medija kot nekaj, kar je treba na vsak način prodati. Tudi, ampak še bolj mora biti pa vsebina res, res dobra. Pa še bolj želiva to lepoto arhitekture, to fascinacijo nad arhitekturo približati bralcem, ker je to nekaj, mislim, ne moram se zamišljati lepše, zanimivejše umetnosti, kot je arhitektura. In to kar kliče k občinstvu. In vse te, pa dizajn, pa ne vem, poznavanje papirja, že to, ne vem, pa tisk, priprava na tisk, ves proces tiska, vse to sva se pač naučila, ampak potem se to na končnem izdelku pozna, vidi se, urednik ve na koncu tudi končno to, ne vem, kako mora biti papir obrnen, ali pa
ne vem, tudi to, kaj odnos do oglaševalcev. Velikokrat v medijskem prostoru novinarji imajo nek blazen konflikt z oglaševalci. V arhitekturi imamo srečo, da je to tukaj malo drugače. Mi nimamo nekih političnih interesov tukaj zadaj, ampak je naš interes skupen. Podjetja, ki pri nas oglašujejo, si želijo kvaliteten prostor, dobre naročnike, ki razumejo, da je živeti v dobrem prostoru nekaj bistvenega za kvalitetno življenje. In tukaj pridemo skupaj, ni konflikta, ni težava označiti, to je oglasna vsebina, pa jo nekam umestiti, ker je to vsem dobro. Ker je to vsebina, ki doprinese, ki je ni uporabna nekaj vsebina. V konfliktu, ni v nasprotju. Lahko nek zelo poglobljena sej objaviš, pa če je potem tudi oglas zraven za neko, lep oblikovalski kos, tukaj ni konflikta. Mora seveda biti jasno označen, kar vedno delamo, ampak je neka taka niša, po mojem, v medijskem prostoru, ki tukaj res dobro funkcionira v vseh možnih pogledih. Da se dopolnjuje, tako kot si rekla, da je že vsak oglas tudi na nek način vsebinski in da si ga in avtorji in te oglaševalci želijo skupaj priti. To je čisto drugače, kot tam, ki mu odžera toliko in toliko prostora, zato da bojo Lidl akcije objavili, pa ne vem, nekaj. Ali pa celo neka svoja sporočila, mogoče neko podjetje proba sfurati, ki so mogoče v nasprotju s tem, kar želi novinar sporočiti. Tukaj pa tega etičnega konflikta v resnici ni. In vidva sta dejansko pol naštudirali, seveda, tako majhni se moraš naštudirati vse, od papirja, tiska, DTP-ja, sestavljanja, uredništvo, to vam je že bilo dano. To je super, to jaz iz lastne izkušnje vem, ker prej, kot veste, sem imel tisto programersko firmo, in ena mojih večjih travm je bila, da jaz, sicer sem včasih še neki mikroprogramiral, ampak to ni bilo nič proti tismo, kar smo kot firma delali, in jaz pravzaprav ne kar enega področja, najbolj pomembnega področja moje firme jaz nisem obvladoval in pol nisem vedel. In takrat, ko sem jaz tisto prodal pa šel, sem rekel, da bom pa jaz to novo stvar tako naredil, da če gre vseh vragov, pa vsi stran, tudi če bojo kdaj kakšni, takrat sem itak mislil, da bomo nikoli nobenega sodelavca, da znam jaz narediti vse, da nisem od nobenega odvisen. In to je bilo samo tukaj možno, na mojem domačem področju, tako da verjamem. Mislim, da to domače področje arhitektura omogoča to, da se recimo Nina je ves čas, ko so začela, imela to paralelo, da dela arhitekturni projekt, kjer imaš idejno zasnovo, neko idejo, kaj bi, pol idejni projekt, potem priješ do nekih formalnih stvari, ki jih moraš postaviti, in na koncu realizacije, ker se naučiš ne vem, kako s papirji ravnati, kako s tiskarji, pač samo da nimaš keramičarja pa vodovodarja, imaš tukaj pač druge obrti. Ampak ta izobrazba arhitekture ti da to mišljenje, kako postopke tega, kako nekaj uresničiti, da ustvaraš iz ideje potem končni izdelek. In ključno pa je ta stik z naročnikom na koncu, saj tudi pri arhitekturi. Ne delaš samo zato, da bo stal tam. Za nekoga, ta stik je bistvena, ne delaš zase, pa zato, ker je lepo, ampak zato, da boš nekomu izboljšal bivanje. To se moram zapisati, ker bi reče nazaj, pol na to skočil, ampak in v bistvu sta to čisto podjetniško gledano, spet gledamo nazaj, virtuozno naredila. Knjige so se še brale, časopisi so omejali, revije so se ukinjale, videla sta pa naredila svojo kategorijo revije. Ker ni nobenemu konkurirala, dobro, je bilo treba sicer bottom-up zgraditi, ampak zdaj, ki jo imata, je pa to idealna pozicija, ker je čist kategorija zase. To je tudi ta Seth Godin, ne vem, če ste kaj njegov podcast kdaj poslušala. On je rekel, the company of one, oziroma da ti narediš svojo kategorijo, kjer si jasno, če na svojih močeh gradiš, si največji ekspert in the one and only, si brez konkurence tudi. In je to točno to, tako da
očitno imata ne samo vsa ta znanja, arhitekturna, pa splošno razgledanost, pa vse tako, kot je Nina prej tebe pohvalila, pa tako, ampak tudi to podjetniško žilco, da sta to intuitivno prav zadela. Ja, ali to, ali pa res to norost, no? Oziroma ta pogum, da kaj narediš, da malo tvegaš. No? Mislim, mogoče po teh podjetniških parametrih tako bi težko rekla, tisti, ki so enkrat poslušali te dodane vrednosti na zaposlenega, ki se merijo v 100.000 evrih in tako naprej. Smo tukaj podjetniško, bi rekel, tako neuspešna. Mislim, v tem pogledu. V tem pogledu, če bi hotela pač ampak vse podjetja, ki so tehnološka podjetja, v tej sferi, kot je pa Sajlo, pa tako, vse to mogoče tudi nam logično, da pač če revija ne bo brana, če ne bo imela bralcev, pač ne bo izhajala. In s to predpostavko sva začela, na kar sva ugotovila pol nekaj časa kasneje, da pa veliko revij obstaja kljub temu, da nima bralcev, gre pa tukaj po en sporeden sistem tega javnega financiranja, ki pa omogoča potem to. Ampak mogoče glih to, da se tega nisva zavedala, pa vedela, pa se tega lotila podjetniško, čeprav nisva mogoče podjetniške, nimava tega ozadja, ampak so pač vedela, okay, za tisk rabaš toliko, moraš nekaj zaslužiti. In prihodki morajo biti pač vsaj taki kot odhodki, če ne višji, da se ti splača pač to delati. In to je neka taka čist, mogoče preprosta logika, je bila tista, ki sva začela, ko sva začela. In pač ja, tukaj je pol tudi to, da je enostavno, nam je bilo zabavno pol vse skupaj početi, kako zdaj, imamo bralce, zanimivo, pričakujejo nekaj, mi da smo malo veliko idej, tako ko se vozila z avtom Dunaj-Ljubljana, takrat je bilo glih tiste 3 ure vožnje, 3,5, ko so vse te ideje potem prediskutirala, pa ogromno njih pač so ostale tam na tisti poti, ampak imaš čas, da jih premisliš, da jih tokrat obrneš, da en drugega skušava prepričati, pa preveriti, a je ali ni, pa potem, če gre, se oba potem zagreva za neko idejo, ali pa jo pozabva, pa kdaj drugič v drugi obliki pride, ampak to je pač tisto, kar je pol zabavno početi, ko imaš en ta feedback, da so bralci, ki jih zanima in ki jim pripravljaš vsakič nekaj novega. Mene so mediji sicer že skozi zanimali. Vedno, ko sem zasledila, da je neka, okrogla miza v medijih, jaz sem šla tam poslušati nekam zraven. Še zdaj vedno pač po spletu spremljam čisto vse. Ampak imam pa tu srečo ali kaj, da nisem vedela, pač, da se medijev ne da delati pa tako naprej. Ker v bistvu malo novinarjev, po mojem premalo, nažalost, celo od svojega medijskega projekta. Če pa že, se pa lotijo, ko dobijo razpis. In to pa ni bila najna logika. Midva tega nekako nisva ponotranila, da ti za to, da štartaš medij, da štartaš katerikoli projekt, da za to rabiš nek razpis. In to je meni še zdaj tuje, ni mi všeč in moram reči, kar si prej omenil, da v bistvu nimava konkurence v tem, kar sva izumila. Velika konkurenca so prav ti razpisi, pa te nek javni sistem, ki ne funkcionira na podlagi stika z naročnikom, pa na podlagi kakršnega koli smisla, ampak je nek samo utemeljujoč se sistem javnega financiranja, ki je pol čisto vseeno, a to koga nagovori, a to kdo bere, sam pač, da imajo določeni ljudje tam fajn službe. In saj mogoče tudi kakšna lepa stvar nastane, ampak to ni nekaj, kar bi vsaj mene kot urednico zanimala. Jaz hočem nekomu nekaj sporočiti. Ampak si sama se povedala, da prav, ker sem rekel, da nimate konkurence. To, ker nastane tako, da čaka na razpis, pol pa dobi nek denar na razpisu in pol nastane, bo tudi umrl, ker razpisa ne bo več. Zato, ker ni sposobno nastati. Razumeš, to je v nekem Petridišu nekaj nastalo in bo tudi umrl, ker boš ti ta Petridiš umaknil. Vidva pa mislim, da se dajete veliko premalo kreditov, koliko sta podjetnika. Zdaj, dobro,
mogoče se ne boste v zlatem helikopterju, tako kot je na enem vajnem dogodku. Tudi v belem, ne, Nika, ali pa modrem. ali kaj je že tale oblikovalka, kaj je že bilo, en vajen dogodek je bil. No, zdaj mi je pa iz glave šlo, kaj je že ta naša znana industrijska oblikovalka. Sam ne vem, če smo imeli na dogodku, Nika Zupanc. Ja, ne, ste tam v enem kareju ste bili. Po mojem ste imeli vi. Ali je bil pa kdo drug, vse ni važno. Kako je rekla, da se pač takrat še ni vozila v zlatem helikopterju, ampak je imela pa dober track record. Ne, ampak itak, vseeno, jaz mislim, da to ni znak, da nista podjetnika. Se beremo v tem, je normalno, tudi v takih verižnih podjetnikih pa naredijo, pa dobijo financiranje, pa prodajo za milijone, pa to. In jaz bi si upal trditi, da če bi se vidva odločila delati denar, bi tudi naredila denar. Vidva pač uspeh, pa željo imata druge in zato uspevate v tistem, kar delate tisto. To meni ful všeč, ker Nina reče, ne, da denar, pač delati samo zaradi denarja nima smisla, ne, da je to sredstvo, da lahko pač uresničuješ. Eni pa delajo, ampak to v bistvu naju niti ne zanima, denar delati zaradi samega denarja. Rabiš ga to, da lahko delaš stvari, ki pa imajo vsebino. Zato mislim, da pa imaš pa druga merila uspeha. Sej, če bi jaz zdaj želel na največji možen denar štartati, tudi ne bi počel to, kar počnem, ampak bi verjetno, ne vem, še enkrat se zakopal v knjigo Tima Ferrisa, tiskama 4-hour chef, pa 4-urni delovnik, pa to in tam malo recepte, kako ti lahko hiter denar delaš. Ampak pač tak način mene ne zanima, ker me ne navdihuje in se mi zdi tudi, da ne dela boljšega sveta kot tazga. To se mi zdi glavni problem. Mogoče malo kakšne druge stvari. Ampak to prav v arhitekturi se lahko vidi. To, ker zdaj, pač jaz mislim, da živimo v enem takem presežku, kot še človeštvo ni živelo. Če gledaš, pa čeprav mislimo, da je najslabša doba, pa da bo... Evo, no, to nas tudi povezuje. Ko me začne nekdo govoriti, koliko je zdaj slabo, mislim, točno tako. Zdaj živimo v času, v kakršnem človeštvo še ni živelo. Pa kljub temu veliko slabih stvari, ne moramo zanikati. Poglej, zdaj... V tem delu sveta vsaj, ne? Res dobro živimo. Vojna v Gazi, grozna, nečloveška, vse to. Vsaka vojna. Ampak sam komparativno, toliko kot je vseh bilo mrtvih v Gazi, jih je padlo Američanov samo na Iwo Jimi z eno točk. Da Japoncev sploh ne štejemo. Poleg tega, koliko je vojn, koliko sveta pokrivajo, kako so druge stvari. Sigurno ni vse dobro in ko jaz začnem to govoriti, mi vsi rečejo, ja, pa bi se to pa seveda, there is a way for improvement in na tem delamo, ampak ne pa govoriti, da je tako hudo. Ampak ta improvement traja stoletja. To je tisto, kar presega eno človeško življenje. Če gledamo, če primerjamo naše življenje zdaj s kjerokoli zgodovinsko dobo, nam gre boljš, smo pa blizu tega, da sami se poničimo to, kar smo kot človeštvo do te točke preparali, ali pa po drugi plati, tudi Rimski imperij propadal, pa zaradi tega ni bil svet nič slabši, ampak je še naprej. In tudi če ta naš red, kot je razpaden, ne pomeni, da bo konec, ampak da se bo preobrazil v nekaj drugega, kar bo mogoče boljš nekoč. Ta del sveta... Jaz hočem to reči, da glede na to, da živimo, da za toliko sredstvi in energije, kot jo imamo na razpolago v tem delu sveta, da za čuda to ne pomeni, da imamo da je vsa arhitektura dobra, ampak pomeni to, da se pa ogromen arhitekture zgradi, ki se jo boljše se ne bi zgradila. Ogromen je enih arhitekturnih smeti nastane ob tem. Recimo, ne vem, ko je Plečnik gradil Plečnikovo Ljubljano, je bilo bistveno slabša ekonomska situacija. Svetovna ekonomska kriza je bila, niso imeli tudi približno tazga standarda, so mogli zelo racionalno gledati na material, kaj izbrati, koliko uporabiti. Ni bilo tega, da bi naročil halo beton, bi prišel tja, pripelil iz hruške, zplul ven, kar češ betona, za neko smešno ceno, čeprav še zdaj krat 2, ampak je... Zdaj pa vprašanje, a je ravno zaradi tega gradil toliko boljše ali pa so v tistem času gradili toliko boljše
Ne? Ali če bi že takrat imeli ves ta dostop do tega materiala in energije, bi takrat pa še več toliko boljšega zgradili. Ne? Jaz mislim, da tukaj je to, kar Nina že tudi omenila, omejitev je vedno hkrati tudi spodbuda za nek presežek. Ne? Zdaj smo v času, kjer je vsega pa preveč in to ni dobro ne za človeške odnose, ne za arhitekturo. Ogromno smeti nastaja na vseh področjih. Ja. Tukaj se mi zdi, da so tudi te, kar smo se pogovarjali, dela denar zaradi denarja, to ima svoje posledice v prostoru. Ja, jaz bi se tudi tukaj navezala na to tvojo misel, no, o uspehu. No. Meni se zdi, tudi ne razumem uspeha kot to, da kopičiš denar, no, bi delala sigurno kaj drugega, ampak stabilnost, no, da lahko delaš dolgo časa nekaj, kar ohranja tvojo neko otroško radovednost in kar ima dobre posledice tudi na druge, ne, na tvoje ljudi, ki jih imaš rad, ali pa ki pač so na ljudi, no, na čim več ljudi in na okolje. No. To se mi zdi uspeh. No. Ja, to je uspeh tebi, pa mogoče meni, tudi jaz na ta način vidim to svojo. Ne, jaz ne bom, mogoče sem za arhitekturo, ker sem prej druge stvari počel malo latecomer, pa ne bom nikoli delal štadionov pa tega, ampak se mi zdi, ok, ena hiška naenkrat, ne, če jo uspemo tako narediti, da se ljudje ne bojo do smrt zapufali, pa da je neko boljše okolje, ki bo elevatal njihov življenjski stil, ki se ga želijo, pa jim to pomaga. Ne? Ok, to je 2, 3, 4, 5 ljudi, ne? Pa tako ena, druga, pa tretja, take majhne korake. Ne? Ampak če jih vsak dela v to smer, se da po mojem veliko narediti. Ne? Tako, kad ti rečeš, kad citiraš Murketa ali koga, da pač mogoče kot arhitekti, ti pol rečeš, ne moramo mogoče delati skozi ogromnih stvari, ampak lahko pa naredimo majhne stvari zelo dobro. Ja, to je njegov, v bistvu to je njegov oče njemu rekel, da kako gre že ta stavek, not many of us will have an opportunity to do great things. That's why we need to do ordinary things extraordinary well, ali nekaj takega v tem smislu. In to probam jaz tudi tukaj, ne, v biroju gojiti. Banalno je, kako se včasih okoli neke majhne stvari ukvarjamo več, kakor okoli milijona drugih. Ne vem, tam na ročaju tiste hiše, tam v Fiesi sem skoraj doktoriral, pa ne tiste ročaj na zunanjem stopnišču. To je, koliko je šlo v to časa, ne moreš verjeti, nobene kakšne računice, pa tako, ampak ja, je pa pomembno, ne, da ni kar tako glihko, kar se dela, ampak da je tudi en pis, in takih malenkosti je cel kup, no, tako da, ampak jaz mislim, če bi se vsak potrudil na ta način tako delati, potlej res, da to je nekaj lepega in kar mogoče ne zastopijo vsi, je, da je to tudi poslovno v redu. Ker kakšen bo rekel, ja, nisem bil zdaj plačan za to uro. Sam ti dobiš nekaj denarja, pa narediš majčken več, kot si dobil keša. Naslednji, ki te bo naročil, bo že ta majčken več plačal, pa njemu narediš še majčken več, pa še majčken več. In je to ta pozitivna spirala. Ne? In podobno tako, kot sta vidva, ki sta šla v založništvo takrat, ko so revije propadale, pa se časopisi ukinjali. Jaz sem nazaj v arhitekturo stopil 2011. Takrat, ko so se biroji zapirali, pa vsi pa odpuščali, so ta veliki, pa nobenega dela ni bilo. In sem iz tega, na tej osnovi jaz postavil to zadevo, čisto na drugih temeljih, kot mogoče, če bi šel v to 5 let prej. Ja. In vsi so krčili, jaz sem pa točno to delal in to se mi še danes odnese. In to špiralo skoraj na vsakem internem izobraževanju, ki ga imamo za moje pridgam. Še mečken več, ker to si pa pol v pozitivni špirali. Najlažje je, njem dela bom pa ceno spustil. Boljš tistega dobiti, ki bo to plačal.
pa tismu ne samo zato, ker je plačal, pa še malo. No, Ja, jaz sem imel podobno analogijo pač pri tem početju kot kolo. Ne? Se pravi, ko se enkrat začneš s kolesom peljati, ne? Najprej, da se postaviš, je težko, ko imaš enkrat pa ravnovesje, moraš pa vzdrževati gibanje. Ne? In potem, pač, ko se to gibanje, ko se vrti, ne? Pač, če tukaj odnehaš, ne boš videl nečesa lepega, kar te čaka naprej. In tukaj je tudi, pač, se sprašuješ, je smiselno to, da se matraš, pa trpiš, ampak v bistvu je vredno, so stvari, ki če v njih vložiš napor, ti vrnejo veliko lepega. No, pa tako si rekel, nekaj časa moraš poganjati to, da boš videl tam nekaj lepega. Ne? In to danes, ki je vidiš, da bi nekdo zelo nekaj na hiter želil. Dobiš razpis, pa si takoj na točki z najlepšim razgledom. No. Sam ne znaš pa do tja gor priti. In boš tudi dol padel, ker ti bo nekdo to spodmaknil. Pa se ti bo zdelo, da se ti velika krivica dogaja. Te vztrajnosti, da bo nekaj. Recimo, če podcast pogledaš, pa jaz nisem to naredil zato, da bom zdaj ne služil s tem, ne da bom nekaj znan. To sem bil naredil tako, iz več razlogov, no, vse. Ampak da bi to pričakoval, da bo že poslušalstvo dobro prav neki hiter, pa da koga zanima, ne. To kaplatko, Ampak če gledaš pol nazaj, znam sem poslušal tega Mr. Beasta, ne vem, poznate, en ful znan YouTuber, neki. On je rekel, prvih 100 se sploh ne sekirajte, nisem malo eksperimentirali. Prvih 100. Se pravi, zdaj imamo 38 številko pripravljamo, tako da mi pa reviji. Čakaj, mi je reče, ne teh podcastov snemati v tem smislu.